8. Obilje, čudeži, močne energije, portal manifestacije. Vse je možno. Juhu! Moram vas malo razočarati, da to sicer je vse res, ampak da za vse nas pa ne bo to portal, v katerem bo padalo z neba direkt v naše malhe garaže, pristanišča in tako naprej. Torej, dragi moji, kaj pravzaprav je ta portal 8.8., zakaj je letos poseben, kaj bo dobrega, kaj bo malo manj dobrega, kako se na ta portal pripraviti in kako na ta dan kar najbolje izkoristiti energije, pa je tema današnje oddaje. V napovedi za avgust in v ostalih prispevkih sem že govorila o vratih Siriusa, o vratih leva in kar pri levu mogoče ostanimo. Veste, da imam mačjega mladička po imenu Louis, ki je, mačji mladiček, se pravi mini lev, dajmo reči mini lev. Kako izgleda mačji mladiček? Osredotočen je na tisto, česar si želi. In včasih seveda v tem procesu tudi kaj podere, kot recimo moja kamera, medtem ko jaz snemam, kot recimo se zaleti v vrata, medtem ko jih mogoče odprem in tako naprej. Ali ste morda vsaj malo podobni mačjemu mladičku? Ali točno veste, na kaj zoomirate, na kaj se fokusirate in ali res planete po tem? Se pravi, če bi se vam želja uresničila, ali bi resnično po njej posegli? Te energije se nam obetajo 9.8., zato ne prehitevajmo, ampak dejstvo je, da včasih ne znamo sprejeti. Dejstvo je, da včasih, bom rekla, tudi distrakcije preveč upoštevamo. Tekom te oddaje bomo zagotovo slišali šelestenje, žvenketanje in igro mojega mladička. Če ga zaprem v drugo sobo, je to potem tak jok, da se me sploh ne sliši. Takole zraven pa mislim, da je taka fajn prispodoba oziroma ilustracija sporočila, ki vam ga želim predati. Veliko stvari v življenju se pojavi takšnih, ki pravzaprav morda nimajo tega namena v našem življenju, kot mi menimo. Vsi smo bili že kdaj zatrapani, pa smo pa ugotovili, da ta oseba pa res ni dobra za nas. Vsi smo kdaj že kakšno hrano probali, ki je bila okusna, njami, pa smo ugotovili, da naše telo nam ni bilo hvaležno za to. Vsi smo že kdaj poskusili nekaj, kar se je izkazalo, da za nas ni najbolje. Če se spomnite, lansko celo leto je bilo namenjeno temu, eksperimentiranju. Lansko leto sem govorila celo leto. Ljudi, situacije, nove stvari, ki so se lansko leto pojavile, predvsem v začetku leta, so se najverjetneje izkazali za drugačne, kot smo mi mislili, da bodo. Ali so se spremenile okoliščine, ali smo ugotovili, da pač ni vse čistko, kot se je zdelo. Pustimo zdaj to v lanskem letu. Naj nam ti dogodki pomagajo, bom rekla, izluščiti tisto, kar je za nas pomembno. Število 8 je tisto, ki je podjetno. Nekdo, ki ima zelo močno osmico v svojih izračunih, ne zapravlja časa s traparijami. Če nekaj ne gre, ne gre. Ne rabi to 75krat probati. Ne rabi se 15krat razočarati. Ko ne gre, bo poiskal drugo pot. Torej, tale 8.8. Glede, govorimo o vratih Siriusa, govorimo o levjih vratih, govorimo o datumu, ki se je ohranil kot pomemben tisočletja dolgo. V starem Egiptu so govorili o 8.8. kot o zelo pomembnem datumu. Ne samo zato, ker je poplavil Egipt. Nil in je bil poplavljen Egipt. Levja vrata, se pravi strani astrologije, imamo še eno potrditev. 8.8. strani numerologije imamo potrditev. Ljudska izročila po celem svetu ta datum postavljajo v neko ključno pozicijo. 2026 je pričetek novega cikla. Nič posebnega, to se zgodi vsakih 9 let. 2017 recimo smo tudi pričenjali nov cikl, ampak drugačen. 2017 je bila zelo drugačna kombinacija kot 2026, se pravi v ospredju so bile stvari kot je naš naša prepričanja, tudi naši mehanizmi, duhovnost, drugačno dojemanje duhovnosti, drugačno dojemanje pravice, resnice, vsega tega, kar nekako je v domeni razuma, integritete. Leto 2025, 35, se bo ne obupati nad mano. 2035 bo tudi leto 1, poudarek bo povsem druge. 2035 bo reklo, bodi igriv v raziskovanju svobode in vsega tega, kar je možno. 2026 pa poudarek daje na naše srce. Če imate voljen čas, pokukajte napovedi za 2026, spomnite si, osvežite si spomin, kaj je tisto, kar je za vas letos pomembno, katero osebno numerološko leto ste stopili. Torej, letos
nas življenje sprašuje, kaj nosimo v srcu. Izzivi letošnjega leta so ljubezen do sebe, zdrava ljubezen do sebe, zdrava brezpogojna ljubezen, meje, odnos do ženstvenosti, odnos do čustvenosti, odnos do vsega tega, kar mi doživljamo kot šibkost. Leto 2026 je zelo ognjevito, je zelo vroče, je zelo čustveno. Ne samo naše podnebje, tudi naša notranjost. Se pravi, 8.8. je lahko zelo eksploziven datum. Cel avgust. Pejte pogledati mojo napoved za avgust, da se ne bom preveč ponavljala, ampak cel avgust bo zelo intenziven. Absolutno mesec manifestacije. Zdaj pa tako. Če jaz zjutraj vstanem, povem eno afirmacijo in potem cel dan pljuvam samo po sebi, sem cel dan nezadovoljna, sem jezna, sem tečna, sem takšna, sem drugačna, sem razdražena, kar sploh ni tako zelo nenavadno glede na energije, ki nas obdajajo, potem ne bom zmanifestirala nekaj čarobnega. Je res? Torej, pomembno je, da imamo fokus, ki pa ni na osnovi impulza. Če se vrnemo k mačjemu mladičku, mačji mladiček ne razmišlja strateško, nima 4 korake planov naprej, ampak reagira impulzivno. Ne tega ne biti tok mačji mladiček, da bi popolnoma zapustili zdravo kmečko pamet. Lejte, 8.8. je močen datum, zato sem za vas pripravila nekaj različnih bom rekla, ponudb, luxury, moram reči, da še čisto vsa svetovanja, ki sem jih imela do zdaj, so bila tako večinoma mind-blowing, ljudje so res naredili orang premik v svoji glavi, 8-dnevni program se je že začel, lahko se nam še pridružite, nas boste pač ujeli. Moj 8.8. je pisna analiza, ki vam pove, na kaj paziti, se lahko k njej vračate, ne samo do 8.8. narejena je tako, da vam bo pomagala do konca leta. 8.8. je čas, ko manifestiramo, ko so energije močnejše, ko se od nas pričakuje, da vemo, kaj hočemo. Se pravi, če damo zelo plastično primerjavo, ko pridemo v restauracijo, ko pride natakar in rečemo, zdaj pa sem pripravljen naročiti, pomeni, da vemo, kaj hočemo. Vesolje vas sprašuje, hej ti, kaj bi ti rad, kaj je tisto, kar nosiš v srcu, kaj je tisto, kar je pristno tvoje. Valjda, seveda nam poka po šivih. Pokajo tisti šivi, katerim je čas nekako potekel. Prepareli so, zastareli so, obrabljeni so. Ne oklepajte se ničesar, kar vam jemlje energijo, kar vam jemlje vas. Torej, do 8.8. se potrudite biti čim bolj jasni v temu, kdo več niste, kdo ne želite biti, pravi, kaj več ne. Beseda odločitev pomeni ločiti se od ostalih možnosti. Se pravi, do 8.8. se ločujemo od tega, kar ne želimo, vizualiziramo, razmišljamo, analiziramo, kaj je tisto, kar pa bi. 8.8. smo zelo jasni v tem našem namenu. Kaj je tisto, kar mi želimo, čim bolj podrobno. In pustimo prostor za čudež. Velikokrat si neke stvari domišljamo, da mora biti točno tako, kot smo si mi zamislili, vesolje pa vendar ne nas lahko preseneti. Vesolje nas včasih lahko šokira. Za vesolje je mala malca. Vesolje, Bog, poslanstvo, usoda, katerakoli beseda oziroma pojem vam je blizu. Ampak, a vi mislite, da Bog je ustvaril svet, vesolje, ki je neskončno, da je za njih res izziv, ne vem, položnica za elektriko, da je za njih res izziv eksotično potovanje? Ne, za nas je to včasih izziv. Se pravi, postavite se v energijo 8.8. Absolutne manifestacije. Ne ubadajte se s tem, je možno ali ni možno. Kaj če bi rekli vesolje? Dajem ti izziv. Preseneti me. Tega pa ne moreš. No, če mu boste to rekli, bo vesolje reklo, ok, strinjam se s tabo. Torej, brez manipulacij, brez nekih čudnih hukov, bodite 8.8. odločeni, kdo ste, kaj ste in kaj želite graditi, predvsem kaj želite ustvariti. Posebno število 8 je, da je učinkovita, kar pomeni, da deluje. Ne bomo se usedali 8.8. in ne bo nam padel z neba. Ne Siriusa, ne lev nam ne bo tega prinesel, ne znila, ne z nikjer. Iz nas mora priti. 2026 nas vrača v naše srce, v našo notranjost, v vse, kar mi ljubimo, v vse to, kar mi smo. In če ne ljubite sebe, seveda si boste zaprli vrata pred nosom.
Torej pred 8.8. delajte na temo, da sebe sprejemate, da ločite sebe od vsega tega, kar za vas ni ljubeče. 8.8. portal, v katerega se postavite in zaupajte. Ne upajte, zaupajte. 8.8. sledi 12.8. 12.8. prinaša lunin mlaj, kar so novi začetki. Popoln sončni mrk, ki bo pri nas viden prvič od leta 1999 in zanimivo mi je, da točno vem, kje sem bila, ko sem gledala sončni mrk. Temu potem zvečer pri nas bo viden pozno zvečer, mislim, da ob 8:12 zvečer, kar je ravno obratno 12.8. in mu sledijo potem tudi meteoriti, ne meteorite, meteorski dež, katerega mi tukaj včasih poimenujemo tudi solze Lovrenca. Energije nas letos avgusta resnično podpirajo v temo, da se imamo radi. Točno takšne, kot smo. Z vsem temu, kar menimo, da je mogoče naša pomanjkljivost, z vsem temu, kar so nam pa morda celo življenje govorili, da je narobe z vami. Nami. Nič ni narobe z vami. Ste unikatni in ste edinstveni na svetu. Tako kot moj mucek, ki prevrne vse, kar ni pribito na tla, ki je falut in je nabrisan. Ampak ko pogledam te učke, ko pogledam to radost, saj ne moreš biti jezen name. Zdaj pa vi na sebe pogledajte, tako kot jaz gledam na tega mojega malega mucka, ki mi je prinesel toliko radosti, z istimi očmi, z ljubeznijo, s sprejemanjem, s hvaležnostjo. Poglejte sami na sebe, kot na nekoga čudovitega. Ker veste kaj? To ste. In moj muc se strinja. Preden mi vse zleti po tleh. Dragi moji, fenomenalen 8.8. vam želim.